Jaz sem malo raziskal, ne. 2 dni nazaj se je oče imel pred Giro in so na ravnini povedali, da grejo kolesarji s 75 km/h. Ne. In sem takrat začel razmišljati, kako je to sploh možno, da greš lahko kot kolesar po ravnini 75 km/h. To, če si predstavljate, tam, kjer je omejitev 90, greš ti 75, se prav praktično po omejitvah, ne, na zgornji meji teh omejitev. Zdaj, glede na to, da imamo midva ta pogovor in da ti bolj predstavljaš te stvari v kolesarjenju po vse, jaz lahko pa majčkeno več v fiziki razložim, bo danes gledati to nekako tako. Jaz sem si pogledal in raziskal malo te stvari, kako izgleda fizikalno, kaj mora kolesar doseči, da gre lahko 75 km/h, 50 km/h, se pravi dosega te hitrosti v današnjem peletonu. Ti boš pa povedal te razne take stvari, kako je to. Jaz bom poskusil predstaviti, kaj je v resnici ta hitrost in vsi te koncepti, zakaj grejo tako hiter, ki jih bo po fizikalno bolj predstavil Simon, predvsem aerodinamika in take stvari. Mehanski prenos moči, ki je zelo pomemben. Ja, seveda, togost in te stvari. Jaz bom pa povedal mogoče malo bolj tako, kaj taka hitrost sploh pomeni, kakšne podatke, koliko je to v resnici težko doseči, pa malo primerjal z navadnimi smrtniki in tako naprej. Tako da po moje najbolj, da ti poveš najprej malo po moje aerodinamika. Veliko ljudi misli, da je to najbolj pomembna zadeva Pri izdelavi koles. pri izdelavi koles in take stvari. In zdaj, kaj pravzaprav To je in kaj, ja. Ja, kaj je. V redu. Zdaj, zelo veliko od vas verjetno ve, kako izgleda formula za upor, ne, ki je v bistvu glavna stvar, ki se jo pri aerodinamiki gleda, pa potem še, ko se zrak obnaša, da vidiš, kako se predmet obnaša v prostoru. Ne. In to je formula 1/2 C rho zraka, površina predmeta, ki ga opazuješ, in kvadrat hitrosti. Torej, tukaj razumem, je večji upor ki je bolj gost zrak, torej recimo, ko ti dirkaš na bolj blizu morja, boš šel počasneje, zato ker je upor toliko večji. Ja, mislim, bo se opazil, ja. Bo. Ampak boš lažje dihal. Ja. Tako da tle je treba kompromise iskati, ne. Zdaj na dolge proge se laufa nizko, ne, ker greš počas, pa lažje dihaš, na kratke razdalje pa visoko. Ker se ni treba toliko dihati. Ta C, ki je noter, je v bistvu vezan na obliko predmeta, za kolesar ima nek C, krogla ima nek C, kocka ima, to so neki najbolj znani C, se te kocka, krogla pa te stvari, ki so vedno enaki, verjetno odvisni tudi pol samo od premera, ker za kroglo je zelo lahko vedeti, ne, zdaj za kolesarja. Predvsej zakompliciran ta C dobiti ven, ne vem, kako ga izračuna. Pa potem ta kvadrat hitrosti pa v bistvu ti pove. Najbolj pomemben. Zato je na kvadrat. In se pa najbolj spreminja. Največja količina in ti tle gledaš, da v bistvu največje hitrosti pomenijo največje upore in takrat šele res aerodinamika pride v poštev. No in potem zdaj jaz vprašam, a pol je res najbolj pomemben v športu, kad je kolesarstvo, kad hitrosti recimo povprečne ne znašajo nikoli več kot 50 ali redko kdaj, kakšen 1% vseh etap ima višjo kot 50 povprečno. A pol je to že dosti velika hitrost, da je res aerodinamika toliko pomembna, ker recimo pri formulah pa povprečne so čez 200 in tako. Ja, ni. Ni, ne? Ni toliko pomembna. Jaz mislim, da je aerodinamika majčkeno pretirano poudarjena v kolesarjenju, zaradi tega, ker največja površina na kolesu ima seveda kolesar gor. Ja. In zdaj zelo velika razlika bo v uporu, če jaz na kolesu, pa če boš ti na kolesu. Če bo oba dva vozila, če jaz vozil svoj kolo, pa če boš ti vozil tvoje kolo, kam je bolj aerodinamičen uradno, ne bo razlika v tem, da sem jaz precej bolj širok kot ti. Točno to. Se tudi na kameri vidi. In to je tisti del, ki po tej formuli se najbolj pliva. Zdaj ta C je pri nama dela zelo podoben, ker to je najna oblika. S je pa površina, ki je pa zelo različna. Ampak ne na kolesu. Ti recimo pogledaš nek moj kolo tester iz leta 2010 recimo,
pa en kolo specialko isto, iz leta 2018, pa ne bo razlike, tako ne boš videl vse tako suho, zgleda kolo, manj široke, kot moja roka, recimo. Pa primeraš 2 roki, pa že vidiš razliko. In ja, je resice, da so zmanjšali površino sprednjo na kolesu. To je res. So po mojem mečkam bolj centrirali vse in so nekako uspeli zmanjšati to površino. Te razlike so zelo majhne, kako razumem. Ja, razlike so majhne, ne. Zdaj, ne razumem čisto testiranja v zračnem tunelu, ne, tako da zdaj jaz ne morem čisto točno povedati, če so te trditve v zračnih tunelih resnične, ker glede na to, da je človek fiksiran na mesto, ne, pa da ima 2 separatna sistema, ki ga merite, se pravi, en del je zrak, ki noter dela, noter pa še drugi del je pa valčki, na katerih je kolesar, ne. In zdaj vem, da so neki senzorji povsod, ne, sam ne razumem čisto, kako se ta moč. To se bi mogla. Tudi, če se bom bolj poglobil, ne vem, moram po mojem do koga iti, ker te stvari razume, zaradi tega, ker... Ja, ker jaz tudi ne, pač on se veliko bolj spozna. Ker jaz, glede na to, kako gledam ta sistem, se mi dozdeva, da je to nekako napačen pristop k merjenju moči, a ne. In zato jaz zdaj ne morem reči, da so te tiste pravilni. Ja, tudi ne razumem in ne znam povedati, kaj bi tukaj, kje je tista metoda, kako zmeriti to moč, pa te razlike, mi je pa, mislim, upor se da, ne, sam zdaj... Jaz lahko povem, ne, kakšni so te rezultati iz zračnih tunelov, ker to sem si pogledal, ampak mislim, da je najbolj realno, če mi gledamo zdaj te razne tekmovalce, razne prikaze iz realnosti, zaradi tega, da ne bomo komplicirali še zračnimi tuneli, ker to bi se lahko močno svalili pa zakomplicirali oboje. Ja. In zdaj, ta sama oblika kolesa v zračnih tunelih pravijo, da so razlike, ne, ker ti postaviš kolo in potem gledaš. Ne vem, kaj gledaš in ne vem, kako gledaš za moč. Ne. Zdaj ti lahko verjetno obrneš samo stvar, da gledaš, da daš V kot hitrost vetra, ki ga nabijaš noter, ne. S, kolo, ro, gostota zraka, pa vse ostalo, ne, pa bi se dali te stvari preračunavati. Ne. Ampak zdaj, če to gledaš, če bi kolesarja dal zraven, pa imaš ti takoj en kup enih komponent, ki jih ne moreš več meriti. Kolesar se in zato mi ta zračni tunel ni čisto. Svojo pozicijo na kolesu, tako tudi sploh. Mislim, zdaj na trenažerju je niti ne, razen če te začne neki boleti, ampak zunaj je pa čisto druga stvar. No, to se meni zdi pa najbolj pomembna stvar pri gledanju aerodinamike kolesarja, ne. To pa so ogromne razlike, kako je kolesar postavljen na kolesu. Zdaj to sva že povedala, da je ta del, tisti ogromen del na kolesu, ki te blokira v zračnem uporu. Zdaj, zračni upor v kolesarjenju lahko predstavlja 90% vse moči, ki jo moraš ti vnesti v kolo. Da premaguješ 90% vse moči, ki jo ti vlagaš v kolo, jo blokira zračni upor. Ko se peleš po ravnini. Ja, lahko je do 90%. Ker se ti peleš po ravnini, če je 10% trenja, pa upora, ne, zdaj ni še od tega od dinamične sile gravitacije. No, in tvoja pozicija vpliva izključno in samo v večinskem delu na tvoja moč, zaradi tega, ker gledaš, kako velik je okvir kolesa in ti v bistvu, jaz bi tle gledal večinsko vse dele, vse površine, ki gledajo proti smeri vožnje, se pravi, notranji deli gum in taka, ne. In tle pol pride tisti aerodinamični popravki, da izboljšajo kolo, ne. Da ti dobiš čim manj teh površin, kjer se zrak nakopiči, pa ga moraš spet ponovno odmikati, se pravi, da imaš tle sprednja štanga kolesa, tle naslednja štanga kolesa in se vam lahko narišem tole, evo. Kaj pa recimo, eno tako vprašanje, kolesarji zelo tarnamo, ki je bočni veter, ne. Ampak zdaj zanima me, če je bočni veter pravokotno na kolesarja, torej, da se ti peleš na sever, pa ti piha iz vzhoda. A to pol kaj vpliva, da imaš ti direktno podkotom 90 stopinj veter nate ali ne? Seveda vpliva, samo ne na smer naravnost kolesarjenja. Torej, če ti gledaš, da imaš tako veterne, se pravi, tako kot si ti rekel, če v tebi kažem, da bo šel veter tako nate,
bo tisna sila delovala samo v tej smeri, ki je pravokotna smer premika in v tem primeru ne deluje. Ne moreš najti ene komponente, ki bi delala nasproti tebe pa za tebe. Ok, torej se ti... Ja, ampak v nobenem realnem primeru ni tako, da bi bil veter čistko. Ja, In zato vedno so vsaj neki vrtinci, Ja, vsaj neki se dogaja, da ta veter ni nikoli pravokotno. Ja, saj zaradi tega se pa pol Ja. začne razlike. Ne? Ja. Pa. Ampak če gledaš kolone, takole imaš štange in to je prva površina, ki jo udar veter, to je druga površina, ki jo udar veter. Ne? In zdaj, tle, ko gledaš te površine, se veter tlele začne iti okrog te štange, ta prva, ne? In pa se bo začel zbirati in tle pa pride ta aerodinamika v upoštev, ne? Ker ti gledaš, da če se ti veter ne zbere do naslednje štange, si v bistvu dosegel, da si zmanjšal ta zračni upor. Ne? Tako da ti... Če bo pa še ena štanga pobrala ta veter naprej, Ja. torej mogla spet isto presekati, ta veter je pa pol problem. Mislim, je problem večji zračni večji upor. upor, Ja. In boš zato mogel dati večjo moč. In na ta način so po moje prišli do raznih izboljšav, zakaj so aerodinamična kolesa tako bolj aerodinamična. Ker tudi če gledaš ta gorska kolesa, cestna kolesa za gore, teh aerodinamičnih lastnosti ni. Ja, So v bistvu štange tako, kot so bile pred 10 leti praktično. Ne? ja, to se ne Gledaš, spreminja. Tlele, ko imaš tega V5 od Kolnaga. Ja. To, če gledaš, to so navadne štange, ne, se tudi vi boste imeli noter, imate tukaj verjetno, bom dal sliko noter. To so navadne štange, ki režejo skozi veter, tle ni nobene dodane aerodinamike. In zdaj pa še naslednji princip, ne, zdaj glede aerodinamike so Američka okvirno povedala, ne bom skokal, bom še glede pozicij povedal. Ne. Ja, še pozicija. Ker to glede teh prostorov, ker se zrak ponovno zbira, so povedala. Ne? In zato so tudi tele okviri, večji, ki so okviri, verjetno bolj bo zrak usmerjen stran od naslednje. Mislim, pač obroči. Ja. Ja, se zato imajo polne obroče na kronometru. Ne, sprednji poln. Ja, zdaj, to je tako, to zelo redki vzamejo. Na olimpijskih igrah smo videli Banarta z dvema. Meni se zdi, da čim pa imaš poln sprednji kolo, se ti pa stabilno zmanjša. Veš, ker ti ko obračaš skozi veter, boš imel manjšo stabilnost. Ker veter sigurno. In recimo to ne uporabljajo. Ti imaš sam zelo zelo velik obroč spredi, zadnji imaš pa polnega, ponovadi na kronometru. Ker res, ker s sprednjim zavijaš, in potem ti v teži zavijanje. Samo Banart, kot sem rekel, na olimpijskih je imel polna dva obroča. In je tudi, je imel medaljo, zdaj pa na pamet, meni se da je bil tretji. Ampak, veš, tle, ko gledaš temi obroči, tle je cilj zrak usmeriti stran od kolesa, zato da ne bo spred naslednji notranji del kolesa. Pa veš kaj je še teža, je pomembna. In zato ne moreš ti pretiravati s temi obroči, pa narediti jih do polovice. Če je stvar čisto ravna, potem lahko pretiravaš. Potem lahko, sam spet ne sme videti z bočnega vetra. Ker bočni veter te pa vpliva. To pa če ti gledaš, to sem tudi razmišljal. To pa postane v bistvu letalo. Ne? Ker pri letalu sicer nimaš krila, se pravi, Bernoulli v principu ne deluje tako dobro, kot pri letalu. Ampak tle začneš dobivati vzgor in te lahko čisto enostaven veter, ne glede na to, koliko težek si vrže. Ker kolesari so sploh lahki, ampak ti gledaš, veter bo začel se opirati v te dve stranski kolesi. In če boš, naprimer, da se greš v eno vink in da imaš veter iz te strani, si ti tako le nagnjen, veter ti pa ob polna kolesa nabija in te bo dvignil. Če daš močen veter in boš ti lahko naredil tvoj salto zaradi vetra in boš postal helikopter. Boš tako, kot Mohorič na Giro leta, ne vem kdaj, padel, samo iz drugih razlogov. A ni enkrat na Sanremu letu, en tak trojni salto? Na Sanremu... Ker se spušču, puf, ena lukna, pa naredil nek trojni salto. Je bilo to na Sanremu ali bilo? To je bilo na Giro. A to je bilo na Giro? Mohorič. Ja, okej, no.
da ne bo dolgo vezla v tem. Ja, ni pomembno zdaj niti kje. Ena stvar, ki je zelo vplivala tudi pri teh testih, je širina balanca. Ne? Ampak tle pa v bistvu spet samo dodajanje površine. Ne? Dodajanje površine, pa kabli so dodajanje površine. Mislim, kablov pa zdaj ni več. Kabli so dodajanje površine, pa vrtinci vetra so zelo čudni, potem, ko dodaš kable zraven. To vpliva. Ja, in to glede aerodinamike, in te razlike so mehne in velike hkrati. No? Zdaj ne moreš reči, da so prav mehne. Ja, zelo je odvisen, kako kolo zdizajnirajo, kako potem ti gor si. Ja. Te pozicije lahko rečeš, da vse so podobne, sam niso, ne? Ker ti lahko z zelo mešnimi razlikami prideš do zelo velikih sprememb. In tlej pa tista stvar, ki moraš gledati, ker pa jaka to en del moj, ne? Je pa en del ta biološki del, da si ti dobro počutiš na kolesu, drugi del pa ta mehanski del, da boš ti lahko čim več moči prenesel na kolo, pa da boš imel pozicijo tako ta pravo, da boš imel čim manj upora. Ne? In zdaj, če se jaz sedim tako na mojem kolesu, pa če ti sediš na isti način na tvojem kolesu, je to zelo velika razlika. Ne? Ja. In pozicijsko. Ker ta pozicija je namenjena temu, da ti v bistvu počivaš na kolesu. Ne? Ja, ta najbolj udobna. Ponovadi ali si na teh topih, tukaj na dropih, nikoli nisi takole na teh. No, jaz sem. Ja, pač jaz recimo nisem, a tudi profesionalcem ne vidiš prav velikrat. Ker je tudi manj varno, ne? Ker imaš roke čisto, pa nimaš kontrole nad kolesom. Ja, ker nisi dosti širok. Ampak sej, ko vidiš pozicije profesionalcev, recimo kolesa so tam, ne? Vsak ima različno kolo, mislim, tle imaš 24 ekip z recimo 15 različnimi kolesi, pa meni se zdi, da tukaj noben nič ne pridobija, ne? Nobene sekunde se ne pridobiva tukaj na tak način se, recimo Remko je pa bolj aerodinamičen, s tem pa zelo veliko pridobiš. Ker je prvič toliko manjši od ostalih, ne? Ja, in potem logično manjši zračni upor in tudi zna se tako postaviti in tukaj boš ti pridobil, ker se tiče zračnega upora. Drugač pa ne boš. Se mi zdi, da ne bojo take razlike, ne bo razlik na kolesih, res ne bo. Samo pozicija, kronometer kolesa je to, ker ti da tisto razliko, da je to kolo hitrejše. V glavnem, ja. Ni pa hitrejše od navadne specialke. Po defaultu ni. Ne. Kronometer kolo je Te zračni vrtinci, te razlike so lahko tam do 14 vatov, kar je zelo veliko sicer, ne? Ja, siguren za profesionalni nivo, to zelo veliko. Ampak ni pa to zdaj tisto, kar bi ti rekel, da ni pa to teh 80-90 vatov, kolikor jih dobiš s pozicijami. Ja. To so pa tiste razlike. To so zelo velike številke. Recimo računaš, da vsako sekundo dobiš 50 džulov, recimo energije. Mislim, proti drugmu, boš 50 džulov zgubil manj, to je v končni fazi zelo veliko. To je primer. Mislim, to je pol za 6 ur, je to ogromno. Veliko manj energije zgubiš. Zato je pa pomembna tudi prehrana, pa teh profesionalcev zdaj, kad tako opažam, sej imajo zelo velike povprečne hitrosti, ampak sej se niso toliko zelo spremenile od še 60 let nazaj, so pelali čist drugačna kolesa kot zdaj, ne? Pa tudi mehanski sklop, recimo, če se na to zdaj mogoče malo posvet v mehanskemu sklopu. Ja. Ker aerodinamiko, meni se vsi vemo, da pač ni to zelo pomembno, kakor je. Je pa tle pa ta druga stvar, ne. Ker ti voziš kolo, da se na neki točki v bistvu začneš počutiti, ker da kolo ne stoji več na cesti, ne. Toliko, kakor bi si želel, ne. Je razlika, a greš ti 30, a greš 50, pa je razlika, a greš 30 na gorcu, a greš 30 na eni specialki, ne. In to je ta stabilnost, ki jo pa dosežeš s tem, da je kolo trdno, se pravi ta trdnost, stiffness je trdnost. Ja, pač togost kolesa. Togost je to. Togost kolesa. To ti v bistvu, zdaj kolesa so vsi iz karbona, ogljikovih vlaken, ki so veliko bolj toga, torej ta moč, ki jo ti daš, ne gre stran, ampak gre samo v gibanje naprej. Ne, veliko bolj toga so na težo.
Ti lahko enako dolgo dosežeš z enim drugim elementom, sem ga boš mogel več uporabiti. In to je v bistvu tudi tle pri teh kolesih, ne? Ti bi lahko naredil enako okvir lažji. Zato, ker sam bi bil pač predvsem manj tok in verjetno tudi že nevaren, ne? Zato, da bi se ti zlomil. Vse te okviri so sicer nevarni, da se ti zlomijo že po naravnanosti, ne? Ampak tle, po kmečkom povedan, je ti več kovine, ki boš dal v neko štango, bolj trda bo in več boš ti lahko moči prek nje prenesel in manj bo teh izguba, ne? Manj materijala, ki bo, lažje boš ti dvignil na neko točko, ne? Ampak bo manj. Ampak boš pa lahko, če boš hotel njo napenjati, boš manj materijala, boš manj moči lahko čez njo dal, pa veliko večje izgube bodo. Torej, zato je recimo ogljik veliko boljši, ker aluminij za take zadeve, ne? Ampak je pa tudi pri ogljiku ista zgodba, ne? In zato imaš pač ena kolesa, ki so lažje, pa manj toga, pa te kolesa, ki so težje, pa bolj toga, ker na kolesu, ki je težji, bolj tog, se boš ti predvsej bolj varno počutil pri 50 na uro, kaj pa pri kolesu, ki je predvsej manj toga, ne? Recimo, jaz sem dan šel z aluminijastim kolesom na en klanc, pa se prav čut, da ne gre, ker imam predvsej dobro kolo. Težje, ne? Težje, vse, ki se tako prav, zdaj to mogoče placebo, ne moram reči, ampak prav... Ne, 2 kili se pa poznata. Prav maje se pa tako, vse je tako, bom rekel, zastarelo, ne, pač, To je sicer lahko tudi posledica obrabe, ne, samo, da veš, kaj ta kolo je naredil že mogoče 20-30 tisoč, mogoče celo precej več, verjetno precej več kilometrov, ne. Tam proti 100 tisoč kilometrov in, ampak v osnovi je to. Ti bolj trd kolo, ko imaš, več boš lahko moči prek njega prenesel, pa manj boš izgubil, ne. Ampak je pa hkrati tudi res, da boš mogel biti na tak kolo precej bolj navajen in vse te bo precej bolj bolela, ne. Zdaj, ena stvar, ki je, jaz mislim, da pri teh kolesih, to boš ti bolj sicer povedal, ampak da so sicer bolj neudobna, bolj te žuljo, ne boš pa zaradi tega izgubil moči, dokler si ti v glavi dosti močen, da greš čez te bolečine, veš. Ker to niso take bolečine, ki bi ti preprečile pravo pozicijo, pa za pravo, da lahko se pravi točka, kjer lahko motor največ moči ven da, ne. Ampak so samo neki dodatni elementi, ki tebe motijo, ne. Jaz mislim, da glede tega je vseeno v končni fazi v kolesarstvu najbolj pomemben, da si ti dosti močen in da pač... Tudi če te kaj žul, ne. Če pozicija ta prava, je ta prava, ne. Jaz mislim, da, ker se pač mene tiče, jaz, ki grem na kolo, mi je vedno bolj opažam, najbolj pomemben, da se imam gor fajn in da je pozicija, kjer jaz lahko kolesarim, meni najboljša in iz tiste pozicije lahko dobim pač največ moči damo. No, se mi da tle zdaj razlagava, kako v peletonu dosegajo hitrosti, ne. Zato ne tega poskušati, ker ne se pelati tako, da vas bo vse bolel, da bi šli hitrejš, ker to pač ne bo noben... Sej na treningu to sploh ni pomembno, ne. Na treningu itak treniraš pri nižjih hitrostih, a ni to bolj. Cilj je samo, da postaneš močnejši, ne. In potem kdor tekmuje, pač že dober sam ve, da tam bo šlo, ker jih je pač več, se lahko menjavajo spredi, zdaj slabo je, če si ti tist, ki mora delati po ravnini ves čas. To je pa druga zgodba, pa si ti tist, ki bo peletonu dajal tako hitrost na koncu, da se lahko vsi čudijo, ker pač so zanimive te hitrosti, ne. Etapa 180 km dolga, 1600 višincev, pa 48 povprečna hitrost, ne. To so take hitrosti, težko si to predstavljaš. To je v bistvu tako, da bi ti imel, ne vem, 100 km ravnine, pa se pelati zdaj tam 48, misliš, pa dobro, po ravnini v redu, ni to spet največja težava na svetu, ampak to pomeni, da rabiš pa imeti 16 kilometrski 10% klanc vmes, ne, in potem spust v cilj, recimo. Recimo, da damo za en tak primer, eno tako etapo. To pomeni, da boš mogel ti sklanc tudi gor pripelati 48 in dol, ne. Ko sem jaz gledal, recimo, ene spuste, ki jih jaz delam, ne. Recimo, midva, ko sva šla z Ljubnika, sem imela povprečno na spustu, koliko misliš, tako, približno. Ti si imel malo hitrejšo, ne, ampak... Dober,
tako. Ja, 45. Ja, tam okoli, 45. Ne? Mogoče bi jih kakšen kilometer, ne več, ampak ne več kot 48. Ne? Lubnik je sicer tak klanc, kjer ne more, najbolj širok, pa precej zaprt, sploh v spodnjem delu malo nepregleden, ampak zdaj si ti predstavni, ne? Saj vsi verjetno veste, kje je Lubnik. Ja. Saj ste videli, verjetno tudi, ker sem jaz šel s tega. Ampak ti v bistvu od Ljubljane, to je zelo popularen klanc, Lubnik, greš do tja, predstavi si zdaj za avtom 48 v redu, ne? Ampak to pomeni, da boš mogel tudi na Lubnik iti gor 48, ne? Zato ker da se spustiš iz Lubnika dol s povprečno 48, je to zelo hiter. In siguren tle pride aerodinamika zelo do izraza, ampak po mojem se naredi, recimo, zato ker je nam amaterjem to tako čuden, te hitrosti, od kje imajo tako velike povprečne hitrosti, zelo veliko oni dobijo na klancu gor, ne, mislim, tudi po ravnini, no, ampak spet tle ni aerodinamika, ker je bolj, da je cel ta peloton zrak, ki ga potiskajo naprej, ne, ker ti, recimo, če se pelaš, pa je en tovrnak za tabo. Zadnjič, te scheme, ne vem, če vam najdem, da bi lahko zelo noter dal, ampak sem videl schemo. Ti, ki spredi voziš, ki si čisto prvi. Ja, boš greš 100%. No, ne, se glih to je ja, se je res. Ja, 95% boš imel. Ja, pač torej, kar hočem vam zdaj tle povedati, je, da recimo en tak primer, ki se ti pelaš, pa je to vrnak za tavo, pa te hoče prehteti, pa se pelaš 40, boš ti zrak, ki ga bo on potiskal. Zato moraš iti čisto na levo stran. Na levo stran svojega pasa, zato da te ne bo mogel prehteti, veš, da bo skozi. Ja, ne tega delati. Ampak ja, pač isto je v pelotonu efekt, ki poriva zrak cel peloton naprej in v bistvu boš ti dobil ta zrak, ki te bo poril naprej, tako da tudi ti ne boš, pač boš lažji gonil, kot če bi bil čist sam tam, ne. Ampak zato mora biti pač velika skupina, ni dosti, da jih je 5. To je bila zanimiva schema, ki sem jo gledal, to je bil za profesionalni peloton narejena. Ti ob strani zadaj bojo gonili na 26%, spredi bojo gonili na 65%, ta čista prvi bo gonil na 95%. Ta prvi znotraj bojo gonili od 25 do 15%, ta zadaj bojo gonili na 6% zračnega upora. In če je po ravnini 90% vsega upora, ki ga imaš zračni upor, in 6% od 90%, je se pravi tam neki 4-5% celotne moči od tega, kar si imel. Ja, od tega, kar pač bi gonil, če bi šel sam. Sej jaz sem gledal zdaj na Giro, lahko spremljaš vate, pač uživo od kolesarjev, ne. In je bilo prav smešno, ker so se pelali v begu, ne si je 56 na uro, trije, ki so bili v begu, pa so dajali 350-370 vatov, pa si videl zadnje Rogliča, ki se jim je beg odpeljal, pa so peljali malo počasneje, recimo 54 na uro, pa je imel Roglič povprečno moč tam 160-170 vatov. Za 53 km na uro 54 je nemogoče, to se pelaš, če si sam se pelaš. Jaz še bi peljal na 160-170 vati, bi po ravnini peljal verjetno tam 22 na uro. Ja, zelo malo. Si oni malo težji, kot Roglič, ampak hočem reči, da je Roglič tam dajo 2,5 vata, 3 na kilo, kar je vse skupaj čist nič. In to tudi čisto vsak amater bi lahko se tam odpeljal, če bi se znal. Za 3 vata na kilo same. Dober. Ni več tako malo, ne? Ja. Se mislim, da to ni 3 vata na kilo, 160. Ne, se ni. 160, 170. 160, je tako 2,5, ja. Ampak 2,7. Ja. Ampak je zračni upor v končni fazi zelo pomemben, kot za veter, je. Pa tudi, ampak ti gledaš za veter, dobivaš predvsem od tega, da imaš ti eno omaro pred sabo, ne? Ja, ti imaš eno ogromno omaro, ki se tist več ksira zraka, da bo naredil za veter.
Ko sem se jaz za njim pelil, je bilo super, se je pa on za mano, pa ni bilo To. Ja. Tako da klančari imajo dvojne koristi. Ampak ja, hitrosti, ki jih dosegajo zdaj kolesarji, so zelo visoke. Zdaj, ampak ne vem, leta 1960, ko so bile ceste slabe, to je tudi en tak, zdaj Giro asfaltira ceste, a ne? Tja, kamor gre, se asfaltira tudi cesta, če je državna, in ceste so tudi en zelo velik razlog, zakaj imajo tako velike hitrosti, in te velike hitrosti, če lahko še to rečemo, je meni se zdi velik problem postaja, ker so padci vedno bolj pogosti, ne zaradi te hitrosti, ampak ko je padec, je veliko hujš in bi mogoče lahko to omejili s tem, da jim bi prestave regulirali, sam pa si v problemu, da... Ali pa da bi imeli počasnejša kolesa. Ja, ali pa to. Ker bi se pa dal narediti. Ker bi se zelo hitro dal narediti. S tem, da pač so malo težje, a so malo pozicija več. Težje recimo po ravnini, a to kaj vpliva. Tako. Če imaš ti težjo kolo, a to kaj vpliva. Ja, ampak zelo malo. Ker to po mojem tako vsakega kolesarja zanima. Če imaš ti... No, ok, deva to še povedati. Ja. Po ravnini je en zelo velik razlog, zakaj so sprinterji težji, ne? Zato, ker absolutna moč po ravnini vpliva precej bolj. Ja. In ker a je v oporu teža? A je v enačbi upora teža? Ni. No, se še zmeraj smenim, tako da... Mislim, zračnega upora ni teža. V enačbi zračnega upora ni teže. Ja. To je zaradi enačba zračnega upora, kar verjetno vi vidite zdaj. Enačba trenja je pa drugačna, je pa F trenja, je koeficient trenja krat sila normale, ne? In tukaj pa je. Zdaj ta sila normale Tukaj je teža. je pa pravokotna na podlago, se pravi, tudi v bistvu nasprotna sili je gravitacijski sili, če je podlaga ravna. In tle to je pomeni ravna podlaga je m krat g, ne? In tle pa ta masa, ne? Ampak ta koeficient trenja pa nikakor ni velik, ne? Ja. In zato pa še to je sila, ki je pravokotna na smer gibanja. Zato to trenje, ki vpliva, je samo s tem, da te v bistvu blokira na cesti, ne? Zdaj, če ne bi bilo trenja, se ne bi mogel premikati, to je prva stvar, ampak bi šel lahko hkrati pa tudi veliki trej, ne? Ja. Zato, ker bi se te porinili naprej, ne? Ja, in pa... Ampak to trenje te pa blokira tako, da ko se guma pele, se vrti in tle ta vsak naslednji delček pade na tla in ga tla zablokirajo, ne? In tle to trenje vpliva na premikanje v Telesa naprej. In to pa res malo vpliva. Ta teža, mislim, te razlike v teži niso tako izrazite, kakor če boš imel 2 kili težji kolo. Torej, kako bi pa reguliral hitrost na ravnini prestave, bi lahko jim dal lažje, ampak tukaj se pojavil problem. Ja, dvigneš balanco. V primerjavi s sedežem, da si bolj ravno postavljen, to je na primer ena stvar. Lahko bi jim tudi otežil življenje, a ne, da bi... Ja, to sem pa imel ful veliki ideja, ne, da bi kolesarske dirke postale v bistvu en generator elektrike. Veš, ker ti lahko dodaš nek sistem elektronski, ki bo sicer zelo neefektiven. Edina razlika v kolesarskih dirkah bo, da bojo šli kolesarji mečkam počasnej, ne bojo več toliko impresivni za gledati, ne. Ja, saj to je problem, ne, ker drugače bi bilo to že narejeno, ker to pa ni toliko malo energije generirane, ne. Ja. Ker ti, ko gledaš, ko pomisliš, en kolesar ne bo, na primer, ne bo zgeneriral spet toliko veliko energije. Bo zgeneriral dosti energije, da bo, na primer, ceno enega trenažerja lahko nazaj prinesel, če bo električen trenažer, ne. Ampak 176 kolesarjev, pa potem 176 kolesarjev, ki gonijo na 300 vatih, pa če ti znižaš to moč na 150 vatov, ne, boš ti imel 150 vatov, ki bo šlo v elektriko, gonijo tam ene 5-6 ur, se pravi, zdaj bi bile dirke daljše, bi bile 8 ur dolge. Ja, seveda, bi bila zelo nižja. In to imaš pol 8 krat 150, imaš
800 pa to je 1200. 1200 se pravi 1,2 kWh imaš zgeneriran, kar je pa se pravi krat 175, 1 krat 1,2 je to približno 200 kWh, kar je pa precej več, kot pa raba enega gospodinjstva v enem dnevu, ne? In bi s tem se pravi varoval kolesarje, pa še poganjal 200 kWh pa ni več tako malo. To pa ne. Ne. Sploh ni. 200 kWh ni več malo. Zdaj je tukaj vprašanje, kakšno bi tukaj izgledalo. Predvsem, zdaj edini problem je, ker to ne bi bilo pol gledano, ne? Če ne bi se to... Zato, ker bi človek to gledal, pa bi rekel, se tudi lahko tako hitro pelal. Če bi se kolesarji na TV-ju pelali tako hitro, kot se mi lahko peljemo, ne bi noben kolesarje ne gledal. Ne, ja. In to je point kolesarja, da grejo pač oni tako hitrej. Ja, da mi lahko gledamo, koliko so nekateri dobri in se čudimo. Se to je vedno... Čeprav pa pogledaš, padec je sploh zanimivo. čeprav pa če pogledaš, mi pravimo, da so super ljudje v tem smislu. Ne? Če bi dal pa kjerkoli kolesarjev kram po roke, mogoče da bi 3 uspeli tak vrt prekopati, kot sem ga jaz dan zjutraj. Ja, sej so kolesarji so zelo zdržljivi samo pač za svoje. Tle je specializacija. Ne? Ja. Ne možeš vse pričakovati. Ja, seveda. Tako kot recimo kolesarji so še že med sabo zelo različni, en šprinter in klančar. Čisto odvisno. Ja, dobro, to pa, a bi še kaj dal podrobnosti glede tega, ker nisem ful govorila o tem, kako pa kolesar postane hitrejši, da lahko pa on tok. Sicer so v velikih prejšnjih epizodah. Ja, Ti se odloči. mislim, ne vem, zdaj kolesar, da postane hitrejši po ravnini, vsi vemo, da mora biti malo težji, ne pa zdaj preveč težek, seveda, ne si zdaj predstavljati. Ampak ponavadi so najboljši kronometristi, imajo malo višjo težo, kot nek ultralahek kolesar za klance. Čeprav smo to tudi v zadnjih letih videli, da ni čisto res, ker je spet aerodinamika je pač pomembna, recimo Remko je zelo lahek, 60 kg, pa je najboljši kronometrist na svetu, ostali so pa precej težji. Ker je toliko majhen. Ja, ker je toliko majhen in tako pozicijo ima na kolesu, kronometer, da je tako hiter. Zdaj jaz recimo mislim, da po ravnini sem kar hiter, ampak da bi tako nekako treniral to ravnino, da bi šel hitrej. Jaz mislim, da je kadenca niti ni toliko pomembna, kad je v klanc, tudi manj dihaš, kar je tudi pač tak, meni je všeč, da malo manj dihaš, ker mi to niti ne gre tako zelo dobro. Ampak jaz ravnino tako, puls imaš nižji in tako, se mi zdi, da je ravnino hiter pelat kar lahko. No. Zdaj zelo je odvisen, kakšno imaš kolo. Jaz se mi zdi, da imam precej dobro kolnego 110 SR, ne kakšno kolnego, Villier. Ker sva to govorila o temu Ja, ker sem dal primere. V4, V5 RS. Villier 110 SR. Zelo je, mislim, zdaj s to z diski, ne vem kaj, je hitrej disk zavore ali navadne. So? Ja. Misliš? Lažje, bolj aerodinamične, vse hitrej. No, ne vem, ne, ker Ne vem, če so bolj aerodinamične. veš, Lažje niso so. integriran kabli. To je problem. Čeprav, Ja. ne vem, no, bi se mogel. Precej lažje so, ne, to je prva stvar. Se pravi, klance so verjetno hitrejše. Po ravnini bi pa po mojem bili diski hitrejši. Možno, ja. Ja. Možno, ker pač Ker so teža spet. taki ravni, ne so pa tako bremze. Ja. Imaš sicer tudi čeljust, ampak ta čeljust je manjša, kot je ta dodatek, ki ga imaš pri teh dveh čeljustih. Ja, sej, po moje je to. Jaz bi te teste z veseljem oddelal na ravnini, zdaj jer nima pa opreme za narediti. Ja, seveda. Tako da, če ima kdo kakšno opremo za posoditi, bi midva te teste izvedla. Posnela še video to iz njih. siguren bi. Predvsem power meter nama manjka, ne. Ja, v bistvu nama samo power meter manjka, kadenca je tudi puls meter. Zato, kaj veš, mi da se lahko tega resno lotva in narediva te teste, kot
Enak dobro, kot profesionalci v bistvu, zaradi tega, ker podatke ima enake. Ja, Zdaj, mislim, da on tudi zelo dobro zna v vedeti. raziskovanju smo pa dobro, no, to pa. Ja, on je zelo eden boljših v državi na fizikalnih raziskovanjih. To se mi dva lahko loti, ampak Zelo bi bilo zabavno. No. Zdaj, Sigurno bi rabila bilo. bo pa še malo zunanje podpore od vas, no, tako da. kakšno, če bi kdo imel, če ima kdo kakšno kolo, parameter, ki ga bi posodil za en klanc, recimo, ali pa eno ravnino odpeljali, bi lahko pol predstavila te podatke, jih zanalizirala, tudi razlike med šprinterjem ali pa tudi med kolesom, recimo gravel ali pa gor. Zelo veliko. Te razlike mene najbolj zanimajo. Ja, mene tudi. Veš, kaj tudi, zakaj je to gorska guma počasnejša? To bi si sicer lahko tudi zdaj razmislil, ampak mi še ni uspel. Večjem času zmanjka. To so zelo velike teh kombinacij. Ker v resnici, zdaj so šli oni na počasnejše gume, ne? Oni so imeli včasih hitrejše gume, ker so bile širše, ožje. Ja. Zdaj so v bistvu te gume bolj udobne nekako, ne? Ja, zdaj grejo vsi na širše gume, Ki so z manjšim počasnejše, tlakom, pa da se bolj udobno peleš. Ja. Ampak so počasnejše. So počasnejše, Ja. siguren. Ampak zdaj jaz mislim, da je to zelo veliko enih kombinacij za stestirati. Različni ljudje na različnih kolesih, že to je full kombinacij. Tako da takih testov se da narediti zelo veliko. Pa zelo so zabavni za delati. Siguren, zelo zabavni. Jaz mislim, da to pa je Tako da, zabavno. če je kdo prišel zelo vztrajen do tukaj v videu, Ja. lahko mogoče bi bila zelo vesela, če bi posodil rabo v bistvu samo parameter, ker vse ostalo mava, kolesa mava. Ampak tudi s parametrom je to zdaj tako, ne? Ti parametri so, posod so eni nivoji napake znotraj, katere bo mi dva te stvari delala, Ja, sigurno. če bova delala, ne? Ja. Ampak to so posod napake. Napake v realnih testiranjih so posod. Tudi v programih se najdejo napake, ampak tiste napake so manj sprejemljive, kot te v realnosti. V realnosti brez napak ne moreš ničesar zmeriti. Ja, sigurno, veter malo darjač piha, pa je to. Ampak Ja, ampak tudi te stvari se da zelo minimalizirati. Predvsem z številom testov, ki jih ponoviš in tako naprej. Ne bom zdaj vseh raziskovalnih metod razlagal, ker jih kar precej. Če je kdo za to zainteresiran posoditi parameter, bi bila zelo vesela. Pa bo malo na eno raziskovanje spravljal v prakso. Ja, to zagotovo bi bilo zanimivo, ker se je veliko že takih videov. So, ampak tako, če gledaš, dejanske razlage so pa slabe. Zelo slabe. Za nekoga, ki bi rad razumel principe, kako to dela. Jaz se tukaj... Mi da lahko to zelo po principih razloživa, zelo. Ja, tako tudi lahko poveva bolj simpel, lahko tako malo bolj zabavno, ampak bistvo jaz še nikoli nisem videl, pa sem že veliko videov nikjer ni razložen tako, da bi ti vedel, kako delujejo ti principi tega merjenja vseh podrobnosti. Vedno je samo, kakšne so razlike, vedno je samo za nekoga, za katerega se privzame, da recimo tudi ne more razumeti. Meni se zdi, da vsi, ki gledajo ta pogovor, ki sploh zdaj, lahko razumete te stvari in da jih mi tudi lahko predstavljate. Ja. Jaz mislim, da ste na dosti dobro poslušali. Ja, to je. Se vidimo naslednji torek. Ja.